Miha Novak in Nada Zupančič, zakonska in družinska terapevta, moška in ženska čustva na prepihu. Kako se razlikujeta moški in ženski čustveni svet? Ja, mogoče ta del, da ženske smo večinoma že od majhnega navajene, da izražamo svoje čustva. Tako da recimo, gremo na sprehod, dva para ali pa par, ženske zagledamo, eno lepo stvar, rože, naenkrat iz nas pride ven, kako je lepo, lej, poglej. In tukaj je lahko odziv moža, pa to je kako, en metuljček, kako kompliciraš, zakaj tako močno izražaš čustva. Tukaj smo različne, kako bi mi mogoče, ko so merili, je intenzivnost moških pa ženskih čustev v povprečju 75 dni tam. Nismo toliko različni. Moški v eni nogometni tekmi, ženske pa v eni rožci. Ampak da to imamo, ampak tukaj sta dva različna svetova, ko vsak na isto stvar gledava drugače. In ko sva zaljubljena, je v bistvu lažje sprejmem tudi ta drug svet in mi je lepo, da pač tudi on nekaj reče. Ko ta zaljubljenost malo mine, jaz zagledam, kako ne moreš razmišljati tako, kot jaz. Kako ne doživljaš tako, kot jaz. In ženske v bistvu mogoče malo na drugačen način procesiramo čustva, tudi močnejš, mogoče doživljamo stvari, ker so tudi te potke, možganske povezave med posameznimi čustvenimi centri so močnejše. Tudi imamo povezave med levo pa desno možgansko polovico, to se pravi, si tudi bolj zapomnimo. Če je to poročno potovanje, si mi zapomnimo lahko vse podrobnosti čustvene. Moškega vprašam, moža vprašam, kaj pa ti, pa v bistvu se mogoče eno stvar spomni. Ampak ne, da zdaj mu to ne bilo pomembno, ampak ker tukaj mi smo od majhnega in tudi kasneje, imamo več oksitocina, imamo več estrogena, to se pravi, imamo tudi večje senzorčke za bolečino, bolj smo navajeni gledati v obraz, prepoznati, a si v redu, sem. Jaz pa vidim eno razliko, nekaj se ti dogaja. To je razlika. Jaz bi dodal to še v smislu razlike moškega in ženskega dojemanja čustev, da moški v večji meri dojemamo čustva tudi kot neko nalogo, kot nek izziv, ki ga dobimo. Težje rečemo, to je pa samo izražanje čustev in to zdaj noben ne rabi za to poskrbeti. Če sami rečeš, nekako imamo občutek, da prelagamo odgovornost, sploh pa če dobimo z druge strani v odnosu od žene, da je žalostna, da je jezna, da se nekaj dogaja. Mi to res razumemo, to je zdaj moja naloga in moram na podlago vsega tega, kar že imam, kar vseh upravil, službe, skrbiti, še neka naloga. In to moram zdaj rešiti. In to se mi zdi pač težek, ta navada, to prepričanje ni najbolj učinkovito na dolgi rok, ker poj težko poslušam ženo, težko te neke čustvene izpade, saj tako doživljamo, prenašamo, bi rekli, čim manj. Super izgled je, ker je načrtovan, pa brez čustev, koliko je bilo fajn. Ne pa, da na začetku si nekako ukregan, ker ti ni lepo, zakaj si tih, ti spotreta, vse te čustvene stvari. Tako da, če štartamo iz čustvenega vidika, res se mi zdi zelo pomemben do in moški in ženska oba, ampak razumemo, da ni tako zelo pozitivnih, negativnih čustev, da se že pazimo pri izražanju, kako si fajn, ko sem, rečemo, vesel, pa slabo, ko sem jezen. Da se zavedamo, da ni pozitivnih, negativnih, so pa neprijetna pa prijetna. Ampak vsa so zelo potrebna, če hočemo sodelovati, če hočemo sploh biti v odnosu. Drugače ratamo zelo hitro, se mi zdi, samo enodimenzijsko, oziroma začnemo uporabljati pogosto samo eno čustvo. Saj za moški tisto, kar nam je znano, rečeš, to je neko čustvo, zdaj večinoma je to jeza, včasih je to ali pa pač neka vloga žrtve ob vsakem čustveni zadevi. Tako ne uporabljamo različne palete, ampak samo eno, ampak kako pravi, če si kladu, pa vse stvari sam zabiješ. Čeprav si učinkovit, ampak težko pa sam skladno delati. Tako da eno povabilo za začetku se mi zmerno zdi pomembno, mehko pogledati, a imam res sam jezo, a je tudi kakšen strah, a je tudi včasih kakšna žalost, ki je moškim sploh še bolj tuja. Sram je ful pomemben zaradi obrambe in tako. Ja, mogoče tukaj bi dodala še ta del, tako da pravzaprav ženskega vidika
mi želimo biti slišane. Mi ne rabimo, da v bistvu nam zdaj to nujno rešite. Ja, ok, če me je zelo strah, mi je fajn, da me moški pomiri. Ali pa ampak da me najprej sliši, meni je strah. In v bistvu je tukaj so ene stvari, ki mogoče ženske na drugačen način doživljamo in vidimo eno veliko stvar, v zvezi z otroki, kaj se bo zgodilo, in je tukaj, ko me moški pomiri, je zelo dragoceno. In da tukaj ni treba reševati, ker tukaj se mi zdi, da je ta razlika moški-ženski svet, da moški ima občutek, zdaj moram pa jaz tukaj rešiti. In to ga v bistvu vas bremeni. Mi pa rabimo samo, ali lahko si sem kle 10 minut, pa zdržiš, pa me slišiš. In da tukaj pride pol nemoč, ki pa moškemu zelo težko zdržati, ali pa, če sem jezna, pa sem v resnici žalostna, da moški začuti mojo jezo, kako bo zdaj s tem zdržal. V resnici ta prva faza je samo, a me lahko slišiš. To se mi zdi zelo fajn, tudi se učite odnose, da ali ženi rečemo, povej, če želiš povedati, da mu prej moškemu naredi uvod, pa reči, nič ne rabimo tebe. Samo to, da me slišiš. Ne rabiš nič narediti, rešiti tako, ali če si to želi, ali pa pač, če si želi rešitev, ali pa po drugi strani, da moški lahko to izraz, se bi tebe slušal, ampak zdaj me je strah, da bom dobil ali nalogo, ali obtožbo, ali nekaj moram popraviti, ali se spremeniti in te ne moram. Da pridejo te strahovi ali pa ta pričakovanja še pred vsebino. Na plan ne vemo, katero igro mi igramo, nekaj drugače. Je težko vztrajati v nekem pogovoru, ko bo še, ne vem, stotič slišal, zakaj nisi redo, zakaj nisi to naredil za oba, za moška, za žensko. Ampak se mi zdi to tako, te vodi, ki jih dostakrat v terapiji učimo, dajte narediti uvod, kam gresta, rada bi se pogovarjala, ok, rad bi zbežal, ok, zakaj bi rad zbežal, ker pričakujem, ne vem, ali nalogo ali to, in ti žensko v smislu, rada bi sam 10 minut mi daj, in to je to, brez ne rabiš mi dati odgovor. Naprimer, to se mi zdi kar tako dobrodošlo na temu čustvenem, te čustveni edukaciji ali pa tako, ki jo delamo pri parih, zato da lahko sploh vstopite. Drugače so res čustva ena sama naloga, pa obveznost, pa kar češ čim manj, čim manj. Pa da v bistvu tu se pravi, če jaz pridem do tebe in si nekaj želim, da mečkam pogledam, to mi je tako všeč v Imagu, da pridem kot na most. Jaz zdaj prihajam v tvoj svet, da pogledam, kako si, ne preletim, tako zdajle me posluš, ker imamo ženske, ker se tako zdajle, ampak lej, a ti je v redu, ali je v redu te zdajle 5 minut, nekaj bi ti rada povedala, ker me fajn muč, a je ta prav trenutek. In da si tudi redno te trenutke, ko v bistvu se pogovarjava mečkam bolj o nama, vzamemo. Tukaj mogoče smo lahko ženske, narekovaj bolj skrbnice tega, da res, a greva na sprehod, ker v bistvu, če moški dela, ne bo sred vse spustil, pa te kar poslušal, ženske to dostakrat naredimo ena z druga, moški pa če je fokusiran delo, bo pač delal. Lahko zvečer, moja praksa je, da z domačega okolja, da v bistvu bolj pomaga na kavču, ko si vzmatran, grem na sprehod, da tudi telo še sprot predeluje malo lahko in v bistvu lahko en prostor, da povem, kako mi je. Da si ta prostor tako v miru narediva, ker v bistvu, kakšni tudi rečejo, jaz sem prišel na terapijo, doma pa tega prostora nimam. Meni se zdi, da kar je zelo pomemben pol naučiti, je, da imava midva redno te prostore. In en občutek je, da v bistvu, če, mogoče ta ženski vidik, če jaz lahko se delam, kada je vse ok, ampak če druga ne, v takrat, ko je ženska v svojih globinah, to je v PMS-ju, pride, kar me moti na dan. In niti nočem in iz mene se ven lahko ena jeza, močna jeza pride, ki zalije do drugega. Se pravi, če jaz zdaj sprot lahko mirno, lepo povem, kaj me moti, in to ne, da ti si kriv, ampak kar mene boli, kar mene prizadene, kar bi rada spremenila, je to pa to. In jaz v bistvu, kar terapiji tudi učim, da v bistvu, to se pravi, da sprot v miru to povem, ker jaz lahko rečem, ok, nam zdele, potem se pa toliko nabere, da v bistvu iz mene sem zlije se ven na drugega. In to pomeni, če tega ne govorimo, čustva so emotion, bo neko stal, nek se zabaše, ali zbolim, ali bom pa v bistvu na drugega zlila. Ne moramo jih ignorirati. Zakaj sploh izražati čustva? Kaj se zgodi, če sploh ne vemo, kaj doživljamo? Pri izražanju čustva se meni zelo fajn začeti z osnovom, se vedeti, kjer jih je osnovnih 6 čustev in tukaj začeti.
Jaz ponovadi tako priporočam parom. Osnovnih 6 čustev so strah, veselje, jeza, žalost, sram pa gnus, naprimer. Mislim, so različne teorije, ali jih je 5 ali 6 ali 7, ampak naprimer mislim, da je te 6 čisto dovolj. A ne? Zakaj? To, ker mi si velikrat začnemo pripovedovati nekaj že kar sestavljene zadeve, kar sestavljena čustva. Ne? Od raznih prezirov, razočaranj, ljubosumij, to so vsa sestavljena čustva. Naprimer, če pogledamo na ljubosumje, je zelo težko se pogovarjati od njega, ker so noter 3 osnovna čustva, ne? Od jeze, žalosti do strahu. A ne? In zdaj nekomu povedati, ful mi je nekaj tako težko, kjer ga hočemo najprej reševati. A ne? To se pravi, iti na te osnove, pa to ni šolsko, ampak tako, da lahko to obvladamo, da znamo to sploh vedeti, kaj zdaj, kaj naredimo s strahom, kaj naredimo z jezo, kaj naredimo, ne vem, žalostjo, vsako posamezno, kako smo se mi v življenju s tem stvarmi spopadali, če smo se sploh znali, če nas je kdo naučil, in da lahko stvari ratejo nekako obvladljive, ne? Ker dejansko v moškem svetu večinoma nekih, doskrat slišam, pač neobvladan, to je neka taka masa, ki je nenormalno velika in ne veš, kaj se jo prijeti. Moški smo tudi na tem čustvenem svetu večinoma reševalci in hočeš reševalci nekako začeti nekje. A ne? In včasih pa kar še reče, ja, to je preveč osnovno, če sam povedal tako osnovna čustva, ampak mislim, da ne, da je zelo funkcionalno. Osnovna čustva, kje sem, kaj se mi zdaj dogaja, izber eno, ne vseh, izber eno od teh osnovnih čustev in to je osnova, ker drugače, če se tega ne lotam, rečemo, ne, pa je pa klasično, če se jaz čustva ne zavem, ali pa če je bilo v smislu, a je smiselno se sploh zavedati vprašanja ali pomenovati. Res ima zelo veliko moč samo povedati, katero čustvo čutim. Čisto osnovno, brez velikih filozofij in razlag, tukaj sem, si v paru normalno dovolj, da nekdo lahko nekaj čuti, ne bolj, ali pa zelo strupeno je, da rečeš, ne, ti tega ne čutiš. Jaz sem jezen, ne, ti nisi jezen, ti si od mame, mislim, dajmo človeku sploh pravico, da lahko nekaj čuti in da spoštujemo. Včasih rečem, na čustvenem področju res je, da moški vidimo manj v tem, kot pri barvah, ampak če ti en reče, da zelena ni zelena, te pa parkura, ali pa je zelo nepoštena, da se gremo neke manipulacije, če zdaj tako malo govorim, ker včasih začutim, da ženske tako bi kar rade, tudi mu že malo vodile, kaj on čuta, Sej, a res veš? Pusti ga. Če mu že daš tisti 3 minute, da on govori, ne, povedi to svoje. Ampak v smislu, ja, je pa, bi rekel, odgovornost vsakega v paru, da pove, kje je in da na tem dela, da raziskuje, ker drugače, v drugem sprožam reakcije, ki bi jih mogel sam vedeti. Jaz čutim sram, ampak se ga ne zavedam in sramotim, če moška, to je klasičen primer, socialnimi dogodki, delam stvari, da moja žena skupaj leze. In je pač ona, preko nje se zdaj jaz si nekako pomagam, da bi začutil ta sram. Imam jezo, mislim, me jezijo stvari, ampak jih ne znam dati ven, ker se nisem navajen, si ne upam, ampak bom zdaj tako delal, da vse drugi se jezijo name ali pa skrbijo zame ali pa se postavljajo, hočejo neke stvari postaviti. Tako da tukaj pa se mi zdi spet čisto pošteno se zavedati, da smo, tako kot si že ti prej rekla, odgovorni tukaj, ne da zdaj, če se mora ženska včasih tako potruditi, da pride, da ne zahteva takoj na prvo žogo vse njena čustva, da je odrasla, da lahko počaka pol ure ali pa če treba pol dneva, Na nek način pa tudi, da moški ve, da je njegova naloga, da on ve da se zaveda in brska, kje približno je in da da saj kakšen stavek, kakšno besedo, ker drugače pa to neodgovorno, drugače pa to občutek, da si ob mamici, ki namesto tebe rešuje. Ne more biti tvoja žena mamica, ki reče, tako ti je, hlače obleči, to pa majico, pa to gre skupaj. Moraš sam pač tistih par osnovnih korakov je pa odgovornost na moška, drugače je težko, če tudi moški ne prevzame odgovornost za te osnove. In se mi zdi, da se mi tudi mogoče kdaj ustrašimo, to se pravi, normalno je tako, če zdaj rečemo iz tiste zaljubljenosti, da je moški mačo, pa bo nekaj naredil in pa v bistvu moški sred, prej nič ne pove, potem pa, pove, da ga je nečesa strah. A jaz lahko s tem tudi jaz kot ženska zdržim. Da pač nečesa je tudi mojega moža strah. Ali pa če zdaj tako drugače rečem, tudi moj mož ni popoln. Nečesa ga je strah, nekaj ga jezi. Je tukaj toliko radovednosti
kaj se mojemu možu dogaja, kaj rabi od mene. A je zdaj v bistvu on, tako kot si prej rekel, ali sem mama njegova, ali pa je v bistvu nekdo za moje potrebe. Da je v bistvu tukaj odnos je pravzaprav, da jaz pomagam njemu rast, s tem, ko ga poslušam, pa on lahko izraz ven in s tem nekaj naredi, ali ker ga jezi, ali ker ga je sram, ali ker ga je strah, ne vem, mogoče, kakšnega moškega je strah, ne vem, stopiti v bistvu, ne vem, pred sorodnike pa na glas povedati, ko ima eno okroglo obletnico. A ga lahko tukaj slišim, da ga je tega strah, pa je lahko v službi perla, ampak tam pred sorodniki bi pa kar zmrznil, da to vzamem za res, da ne zasmehujem, in isto obratno, da tudi moški, ki ženska v nekem strahu, da ne zasmehujemo, da ne to pa, tako si ti rekel, ni res, a lahko tukaj te vzamem za res in v bistvu, kaj ti lahko pomaga, kaj pravi od mene, a je kakšna stvar, ki ti lahko pomaga, ampak ne kot mama, ampak je kakšna stvar, da te podprem, da boš tukaj naredil korak naprej. Ker ta notranji svet pač obstaja in zdaj v bistvu, če sem samo sam z njim, spravim, da tam, ko je človek sam, se pol hitro lahko nalima zraven, še drugi strahovi, ali pa obup, ali pa v bistvu vrtim pol, kako sem sam, žena me nič ne razume, ali pa jaz vrtim kot žena, moški me nič ne razume, se v bistvu se ne zanima, njemu sem do dela, v resnici ga je pa strah, mogoče ga je strah tega, da je mene strah, in se umakne. Da tukaj si lahko pomagamo, da v bistvu rastemo. To je prav, mogoče na začetku ne bom znal povedati, da me je strah, ampak bo v bistvu, jaz kot žena bom videla, vam rekla, nekaj se dogaja, nič ni. In pol čez pol leta, ko imamo en trenutek, da sva pa pol ure ali pa eno uro skupaj na enem sprehodu, a veš, tisto, ki si pred pol leta rekla, imaš prav, mene je takrat, sem bil v enem projektu, me je bilo res strah. In meni je bilo dragoceno, to se pravi, da tudi če kasneje, tudi jaz vidim, jaz nisem prepoznala nekaj narobe, ampak sem videla nekaj in mu lahko pomagam, da to pol izrazi. In tudi moški v ženski lahko prepozna, nekaj nisi v redu, res ko si jezna. Ne, jaz sem v redu. Tudi me kdaj isto rečem, nismo v stiku. Lej, v bistvu se na otroke se kregaš, kva ti je vstal se. Zdaj tukaj, kva ti je, me lahko že ful vrže ven. Ampak če jaz slišim, da je to dobro namerno, da v bistvu je nekaj opazil, ko se pol malo ustavim, mi želi povedati, nekaj se mi dogaja, a se lahko jaz toliko ustavim, da pogledam, kaj se mi dogaja, ker moj mož, ki me zelo pozna, je opazil, da nekaj se mi dogaja. Da pol sebe vzamem zares. Ali so v zakonskem odnosu dovoljena vsa čustva? Mogoče, pomembno je, najprej je varen prostor. Ta del, sigurno ne bomo v bistvu se pogovarjali pred otroci, pa ne vem, kje vse. Se pravi, se mi zdi, kar je osnova, je, to mi je tako všeč, ker tudi imago, tako res tukaj to učimo, da si v bistvu vzameva ta čas. Randi je lahko, en je randi, ko greva, plesati, drug je pa v bistvu ta, čustveni randi ali pa prostor za pogovor za naju, ko greva v en tak prostor, ker včasih je tudi fajn, da ni to glih doma, odvisen, lahko ima doma ta kotiček, lahko je na balkonu ta kotiček, lahko je v eni kavarni ta kotiček, kje nama paše, tudi en druga slišva, in da je ta prostor, ko v bistvu ne govoriva o vseh logistiki. Tega je veliko, sploh če imamo otroke, je tega veliko, ampak da je v bistvu tukaj prostor in kar je izkušnja parov, Helen pa Harvey Hendricks sta v bistvu zelo tako na sebi, najprej pa z morja pari, da res pomaga, ko v bistvu govori samo eden in ga drugi posluša. In tukaj je treba zelo biti pozoren, da jaz lahko povem, kako sem doživel ta dogodek in ga v miru povem. In me drugi posluša in če lahko, je tukaj fajn, še kakšno stvar povzame. Sprav, da vidim, da mi res sledi. In če ne me mičkam stav, da mi sem se zadihati, ne toliko hitro govoriti, kratke stavke, zato da te bom lahko sledil. To sprav, da en lahko pove. In potem je tudi obratno, da drugi pove, jaz sem pa tako to doživel. Isto stvar. Sprav, da radovedno pogledam to, kar naj mogoče odpulfrali zanč, pa sva bila oba besna, pa sva pol dneva rabila, da je vsak se prišel, lahko zdaj v miru, z razumom,
pogledava nazaj, kaj se v resnici dogaja. In da jaz v bistvu temu dam besede, kar je naroden, pa lahko je vmes tišina, ampak, a veš, mene res boli, ko me ti pred otroci narediš to pa to. In pol v bistvu on je meni res, se počutim, da nisem upoštevan, ko narediš to pa to pa to. To se pravi, da sploh dava prostor za en pa za drug svet. In tukaj je v načetku nerodna. Tako čustvena, mislim, ta beseda, najprej nisem bil v redu, sem bil v redu, sem bil jezen, tukaj se počas nadgrajuje. Sem bil jezen, pobesnel, ok, kakšna stopna, pobesnel sem od 1 do 10, 10 kaj je bila, tole me res boli. To je nekaj, kar ne želim, da se ponavlja. Da tukaj dam ta prostor. In pravzaprav, ko govorim, to zdaj boš ti dopolnil, kako je moški svet, ampak kar ženski svet se mi zdi, da ko govorim, pravzaprav takole vidim pred sabo na pladenčku, kaj se mi dogaja in se tudi poveže. Aha, to se mi dogodil, se poveže še z razumom in potem lahko naslednjič drugače odreagirava. Če ne, se pa nama sem dogaja. Mogoče, kako? Ja. Nasploh, to je prepovedano, mogoče 2 stvari bi izpostavil. Na čustvenem področju stvari, ki so prepovedane, dobijo izredno moč. Ko mi gledamo, naprimer, to že na terapijah rečemo ta genogram, to je nek pregled družinskih čustev, preko to se pravi, se nariše družinsko drevo, nek tak tip, in pa malo pogledamo, kje so tabuji, družinski tabuji. In to je, mislim, osnovno pravilo, da vemo, če je tabu, to pomeni tema, o kateri se ni govoril. Prevare, odhodi, dogodki, prepiri z, ne vem, zemljami, z nepremičninami, pač neke stvari, ki se jih ni govorili. To so generatorji, to so generatorji neprijetnih čustev, težkih čustev. In s tem, to res pomembno zavedanje. Če mi začutimo, tega se ne govori, pridobiva na moč. Zato zmeraj rečemo, je to zelo nevarno. Stvar, ki ne smeš spregovoriti, pridobiva, brez da bi sam vedel. In to je osnovno pravilo na čustvenem področju, ki se ga moramo zavedati. Zdaj, če to je generacijsko, pridobiva na moči. In isto se mi zdi v odnosu. Če imamo teme, o katerih se ne smemo dotakniti, in ni tako redko, da jih imamo. Tukaj so zelo pomembni razni starši, se ne smemo pogovarjati o tvojih staršev, o mojega očeta, kar on naredi je prav, tvoja mama, naprimer, kakšne kariere, če niso bile. Včasih o vzgoji, tako je, jaz sem to prebral, jaz to tako vem, tega se ne pogovarjamo. To so teme, to so pa te, rečemo, stvari, ki jih ne smemo govoriti, prepovedane teme iz tega in tukaj pridobiva ful zelo velik na zelo intenzivnih in agresivnih čustvih, tako, ali pa bomo rekli na agresiji, niti ne na čustva, vse čustva niso agresivna. To je prva stvar, to se pravi, da vemo, da je to zelo nevarno. Lahko smo zelo zreli, zelo intelektualni, pa ne vem kaj, ampak če imamo temo, ki se ne smeš dotakniti, normalno to na polno ljudi ruši zaupanje in spravlja v neka taka težka čustva, ki ne moreš se zares pogovarjati. Drugo pa je, ali so čustva, v smislu vprašanja, ali so vsa čustva za delita, če sem prav zastopil. Ja, mislim, da je zelo pomemben, ampak pod to tezo, da vemo, da delimo čustva, ne veden. Vseh, ker naprimer jaz velikrat vidim, pač ljudje se ne jezijo, in pa rečem na terapiji, vi se morate jeziti, in pa rečejo ljudje, vprašajo tako, pa rečejo, ja, se ne moramo se zdaj kar tepsti, in rečem, ja, kdo je rekel se tepsti, jeza ni agresija, agresija je agresija, in ni samo fizična, je tudi verbalna zelo močna in je tudi ta v smislu pasivna agresija, ko se odmaknem, ko sem tih, ko se na tak način maščujem, ampak to je agresija, povedati pa tisto, kar te jezi, za tisto, kar imaš občutek, da ni bilo prav, da je treba drugače, oziroma si prizadevaš, to je pa nujno, in to se pravi prevzeti malo, da govorimo čustva, ne pa že posledic, ne pa kaj bo drug naredil, vedeti spet, rečemo to, neko odraslo govorjenje o čustvih se zavedam. Govorim to, kar je v meni in govorim zato, da sva povezana, zato, da se stvari premikajo, da sva slišana, ne pa da avtomatsko moje čustvo zahteva od tebe neko nalogo ali pa preveli krivdo. Mi se tokrat v teh čustvih uporabimo, ko je treba tako, dati krivdo nekomu, zato, ker sem jaz žalosten, si ti kriv. Kdo je to rekel? Mogoče pač v tvojem življenju tako bilo, da si imaš zmeraj občutek, da si bil prekrajšan in vsi so dobili tipa in tako in zdaj se ob nekem dogodku ti, ali jaz spet to čutim, to žalost, pa partner, mož, žena, sploh ni hotel dati mene, Prečem, jaz sem žalosten, ampak to je tudi verjetno veliko mojega, ne pa zdaj to tvoja krivda. Tako da
Ta del se mi zdi pomemben, da vemo, ker pa v nasprotnem primeru, če pa si mi zdaj iz čustva delamo manipulacijo, ti moraš zaradi mojega čustva nekaj narediti, pa normalno, da ne bo to varno deljenje, da bi pa rekel, mislim, da je to manipulacija, kar je pa zelo hitro. Ja, mogoče kar se mi zdi, da tudi se v terapiji se pomaga, da par se nauči, je ta del, to se pravi, jaz sem odgovoren za svoje čustva, ti lahko pritisneš name z nečim, z neko jezo in tako, ampak kaj sem jaz se odzvala, odigrala, je moja odgovornost. To pomeni, jaz tudi se učim, če ne vem, možno raznori ali pa jezen, ali pa v bistvu je odigral, da ni znal lepo povedati, kaj ga jezi, da jaz sebe pomirjam in da potem znam tudi v miru to povedati. Lej, v bistvu to, kar si naredil, si ne želim več, ne želim, da v bistvu na ta način rešujeva stvari, da ustavim. Zaprav, lahko si jezen, samo ne želim pa, da to mi narediš pred ljudmi, pred otroki, ne želim, da v bistvu nespoštljive besede kar letijo, dej v bistvu povej, kaj te v resnici matra. To se pravi, da iz tega odigravanja, ki dostikrat na začetku se ne znamo, se mi zdi, da tudi v vsakem zakonu, na začetku ne znamo in odigravamo to jezo, ampak da se v bistvu naučim, da se ustavim, pa rečem, lej, to ni bilo spoštljivo, jaz ne vem, kaj te matra, ampak to, ko si v bistvu znorel, zadaj, tako si prej rekel, so zadaj lahko ene težke stvari, nekaj je zadaj, dajva pogledati, kaj tukaj je. Da si kar sred tako znoro name, ni bilo pošteno do mene, jaz ne vem, tukaj je nekaj tvojega. In me je zabolel, ker se mi zdelo, da sem naredila samo tole in v bistvu je nekaj veliko se odigralo. Da tudi tukaj en drugemu pomagamo, ko je nekaj pretirano. Lej, jaz v bistvu ne vem, tole sem res naredila, ta del za svoj del odgovornosti prevzamem, ampak to, kar se je zgodilo, jaz ne vem in se nam je že 3-krat. Ali lahko vzamemo to zares, nekaj se tukaj dogaja, nekaj ti ne všeč, nekaj si besen ali nekaj. Ampak da v bistvu tukaj razmejujemo, tako kot si ti prej rekel, to so moje doživljanje in to je tvoje. Če pa tukaj hitro naredimo na druga krivdo, ti si kriv, naredimo pa celo maškulanco in lahko skozi igram žrtev, ti si kriv, ja, enkrat mi bo sem pobegnil, ker kdo mora, da je za vse kriv, za svoje čustva komaj nosi, da pa v bistvu ne bi šel samo moja, ja, bežimo stran od čustev. Zakaj ima moški manjšo paleto čustev? Ja, zdaj znanstvene razlage nimam, zakaj imamo manjšo paleto čustev ali pa manj raznoliko. Včasih je čisto evolucijsko vidim tudi tako, da je za neko prispodobo, da večkrat rečem, da če je ženska en tak majhen zvon, ki ima hitre nihaje, moški malo bolj počasen. In zato smo tudi dostikrat preslišani. Če se nekaj težkega naredi, ženske govorijo, da se jim pomaga, moški pa pade čez, rečemo, leto depresijo. Odkje je depresija, odkje je nekaj izgorelost. Ja, ta zvon je šele zdaj, ki je prišel. In biti do teh stvari pozoren, vedeti, tudi moškemu se dogaja, čeprav od zunaj izgleda, da skoraj ni premikanja. Nasploh se mi zdi, ne vem, že po izražanju, nasploh, ali pa večinoma moški, malo manj govorimo od žensk, ali pa dosti manj odvisen od para, manj se izražamo, ta spekter je malo manjši. Včasih tako, kakšna žena reče, ja, pa jaz bi želela, da je on tudi tako, kot jaz. Rečem, gospa, zdaj bi si želela, ampak takrat, ko so pa težke stvari, vam je pa kar fajn, da je on majhen bolj zna stvari razparcelirati, ali pa da se majhen manj zaniha. Tako da jaz bi tudi to čisto vidim kot nek plus včasih v težkih situacijah, da je moški na manjšem spektru. Lažje ene stvari videti, ok, tukaj smo, težko je takole in da ne pomeša vseh stvari. Ja, nek plus in po drugi strani včasih imamo minus za kakšno žensko, ki bi pa želela z moškim ogromen, da bi se on izražal in to, ampak tle pač se mi zdi, ne vem, tudi sprejeti ga takrat, videti, ok, on kakšen pač, a ne rečemo redkobeseden, spet ni to izgovor, če si redkobeseden moški, da ne govoriš, reče kakšna gospa, a redkobeseden, pa jaz hitro en test naredim, pa ga vprašam, kaj v službi počne, pa gladko govori 15 minut. Očitno ni to redkobeseden, samo vprašali smo ga napačno stvar, ali kako že reče, z ljudmi se ni težko pogovarjati, če si pripravljen jih spraševati. In radi govorimo od sebe. Ampak to je res tak dosti majhen procent, da so pa res tako redkobesedni. In če si pač poročen s takim moškim, pač sprem tisto, kar da. Hočem reči to,
moja redkobesednost ali pa to, da se težje mogoče izražam kot moški na čustvenem področju, ni izgovor, da se ne. Dajmo vsaj kakšen stavek, vsaj se malo potruditi, ker drugače pa res lahko žensko pustimo samo v odnosu. In se totalno oddaljimo in pa še lekani spolnosti rečemo, kako to, da nismo povezani, vse naredim. Ja, kje so tiste besede, kje so tiste malenkosti, ki pri ženski del to varnost, povezanost, da ko greš, ali je to dotik, ali so besede, te imam čistko, včasih naučene, kaj še reče, pa kaj ne govorim, pa rečemo, pa pojmo čez skupaj, pa ne žena pove, kaj bi saj rada slišala, ko greš ti v doma, da rečeš, ej, rad vas imam, vesel sem, da si tukaj, da skrbiš za moje otroke, ker jaz imam pač druge stvari in ko prideš da rečeš, ej, ne vem, pač naučimo se, Sej, če so nam stvari pomembne, smo se marsikaj pripravljeni naučiti in včasih se moramo tako zelo naučiti, bom rekel, ne se počutiti zdaj zaradi tega ponižan, prikrajšan, če se moraš kakšen stavek naučiti in reči in v kakšni situaciji. Po drugi strani pa pač ženska, da lahko sprejme, da bo pač imamo besed ali pa kakšno vprašanje več, Sej tako, če ženske znajo moškega vprašati, sej tudi povemo, Sam doskrat ni tistega manevra zelo velika, kakšen te vpraša, kako si poveš 2 stavka in že on učiba naprej, Rečeš, ok, pa me ni zares vprašal, Dajmo čas, pa ne bo tih, v redu, ga vprašaš, 1 minuto je tih, pa pove 2 stavka, Ampak je dobil mogoče informacijo, ki jo vse svoje otroštvo ni dobil, da čeprav je bil tih, ga je nekdo počakal, Koliko je to, na primer, v odnosu pomembna informacija, da tudi če ne vem zdaj kuj odgovora, da me nekdo počaka, ker tistega človeka gotov, ali pa zelo verjeten, rečemo gotovosti ni v družini noben počakal, So imeli vsi več zapovedati, oni pa samo naloge del, pa ne vem, neka opravila, Tako, to mogoče, zdaj, to res tak en primer, ampak je velikrat, ne vem. Si me spomnil prav to, ko sem še delala študenti, je ena študentka imela moža, takrat je imela fanta, ki je res malo govoril, ampak one dva sta bila narazen in sta bila na telefonu. In se rekla, bodi potrpežljiva, v bistvu, da zbrav tam ni dotika, na telefonu ni dotika, daj v bistvu, to, kar si ti rekel, počakaj, dajmo se počakati, bodimo ženske potrpežljiva z moškim. In ona je prišla čez en let do mene in je rekla, on zdaj govori. To pomeni, to, kar si rekel, to se pravi, da damo priliko, da nas res zanima, da res eno radovedno vprašanje, ne daj mi povej zdajle, ker se mi zdi, da kar tako sem zadnjič prav pri eni terapiji videla, je ta del, da v bistvu, kaj so fantje dostikrat doživeli. Najprej mama prišla prid, da se va pogovorila, pa še učiteljica prid, da se va pogovorila. To se pravi, pogovor pomeni kva, nekaj bo spet, bom kriv, nekaj bo en zahteva od mene. In da tukaj, da znamo počakati, da znamo utihniti, in zato je ta del, kar je v bistvu tako tudi v terapiji dostikrat je ta del, da je res, da drug ima čas. Počakamo ga. Tišina, je mučna, ampak a jaz lahko zdržim s to tišino? V bistvu, sred, moški ima tudi malo več testosterona, to se pravi, moški je v akciji, je v bistvu bil še v službi, je še mislil na unem projektu, mogoče kdaj, je čist fokusiran mesec na en projekt, a jaz zdaj lahko tukaj počakam, da v bistvu, ko ga nekaj vprašam, da v bistvu sploh odgovori, ali pa ta drug del, ki se mi zdi tudi tako dragocen, jaz lahko vprašam. Pa pustim, pa mogoče ne bo odgovoril, pa ga lahko čez en teden spet vprašam. In možgani, ko jaz vprašam, tako toplo vprašam, vsem razmišljajo. In me bo presenetil in bo mogoče čez mesec mi pa tisto odgovoril. Da tukaj nismo toliko, ženske res to hitro naredimo. Mi se sedemo, moj mož se heca, z eno žensko se sedemo, v 2 minutah se že pogovarjamo, lahko tudi ene zelo globoke stvari. Moški, ki se sedete, kaj je v bistvu akcija, kako bomo tole rešili, ono rešili, čist drug svet. To se pravi, in se tukaj da z eno potrpežljivostjo to naučiti. In tako, kot si rekel, ne bo moški zdaj v bistvu iz 3 stavkov, ne vem kaj, ampak meni je dragoceno, da mi v bistvu nekaj svojega sveta lahko deli.